sicer pa vemo, s kom imamo upravka, z ministrom Toninom, ki je že na začetku mandata izgubil tovornjak mask, pa jih še danes ni našel. Nadaljeval je s tem, da je ljudem prepovedal referendum o 780 milijonih za orožje, se potem proslavil z slikanjem v vlogi vojačka Tonina, ves oblaten in srečen, ko se je na vozilih preganjal naokroli, no, in še njegova zadnja politična drža in statement, ki je prišla v to državo, je, kako se je pustil potrepljati po glavi našim ameriškim prijateljem v navednicah. Gospod Kordiš, lepo prosim, malce več spoštljivosti v vaši izvajanju. Mislim, kje manjka spoštljivosti, je odnos do proračunskega denarja, ki je namenjen državljankam in državljanom, s katerim minister Tonin rokuje tako, da se gre v ameriško bazo v Avianu voziti naokrog z ameriškim lovskim letalom. Prosim, če ostanete pri vsebini točke dnevnega reda, ki ste jo sami predlagali, in se osredotočite na vsebino, da ne gremo preko in ne uporabljamo neprimerljivih izrazov. Mislim, da so vse te zadeve popolnoma primerljive in ravno zato mi upadate v besedo in me zaustavljate, ker mi ne dovolite, da izpeljem argument, ker sami veste, da pač pije vodo. Nekdo, ki trdi, da kupujemo orožje za narodov blagor, potem se pa z ameriškimi lovci fjaka naokoli iz čiste zabave in se igra Top Gun, preprosto ni kredibilna oseba, ki bi lahko ta projekt peljal naprej. In moj ključni argument je, da mora ta kakršnakoli orožarska akcija počakati na naslednjo vlado, v vsakem primeru jo je pa potrebno spraviti skozi referendumske postopke, da se o njej izrečejo ljudje.